Živjo, dirka, ki smo jo vsi čakali, je za nami. Letap. Letap Slovenija! Ja! Kranj, je, bravo! To! Ja, kaj ne rečem. Kranj se je za 2 dni spremenil v eno tako letap vas in dogajalo se je na polno oba dneva, se pravi v soboto in v nedeljo. Prvi dan je bilo majčkeno bolj sproščeno, bolj tako družinsko, pa tisti biznis partnerji pa tako so vozili, ni bilo kaj preveč našponen. Pol v nedeljo se je pa dogajal tisti ta glaven del. Tole je bila že 4. izvedba letapa pri nas in moram reči, da sem se čisto vsake dirke udeležil, še vse glih je bila pa ta 4. izvedba zame majčkeno bolj posebna, zato ker sem bil v bistvu tudi del ekipe ambasadorjev in kaj ne rečem, nora izkušnja, res sem hvaležen za priložnost. Tako da ja, res je bilo super. Veliko je bilo enih emocij, cel vikend. Žal se je zgodila tudi ena nesreča, vsi veste sigurno, ker se je toliko tega pisali. Tako da tudi o tem bomo govorili, ampak ja, kaj ne rečem, pojdimo lepo po vrsti, začnimo s soboto, pa gremo naprej, kako se je dogajalo vse skupaj. Gremo. V soboto sem tako kot ponavadi naredil aktivacijo, pol sem pa v bistvu vso pozornost preusmeril na Aljaža, zato ker ga je čakala njegova prva dirka. Tako da sva prištimala kolo, pol smo pa šli v Kranj in v bistvu prvi dan sva bila z Majo oba navijača. Takole, še zadnje priprave, prištimujem še dres za jutr. Aljaž pa tudi tukaj že ima svoje priprave. A že kaj, ko mi čakaš? Kaj misliš, da bo? Dober. Dober. No, jaz tudi mislim, da tako moraš še kaj prištimati. Gume na kolesu morava pogledati pa namazati kitno. Ok, bova zrihtala. Ti pojej, jaz bom tale dres prištimal pa greva. Včasih moraš priznati poraz pa si pustiti pomagati. Hvala. Prosim. To je to, Aljaž, gremo midva zdaj še zate prištimati, ne? Kelej zamazati, zapumpati ma pa zun. Odkar je Aljaž prijavljen na letap, je tudi majčkeno več kolesaril in si je zaslužil, da je tudi on dobil eno novo raketo, takole. Je kar oranj kolo. Vesel? Tako, navdušenje. V glavnem, ja, tega je treba majčkeno bolj merkati pa vzdrževati, tako da ga bova namazala, gume bova napumpala, pa si pa ready to race. Zdajle ti jaz pokažem, ker ga še sam nisem mazal, naslednjič pa ima da sam zrihtaš. Dajva, prištimati. Daš tale. Pa greš sem takole. Ti sam nič ne bo živčen tam, lepo pojdi počas, tako da ne boš kakšnega zbil. Malo merkaj druge, ko bo gužva verjetno. Ni zdaj važno, da ti zmagaš, ne? Tudi če si čista zadaj, ne čisto vse glih. Važno je samo, da se imaš dober, da uživaš, da odkolesaraš, da trud se, kakor se lahko. To je pa na koncu najbolj važno, ne prav? Nič biti živčen. Samo uživaj. To je to, zrihtan. Enač takole, ura je 1:15 in cajt je, da šibamo proti Kranju. Aljaž mora svojo številko prevzeti na uro pred dirko. Jaz bom pa majčkeno posnel, kaj se kaj dogaja, ker je že danes v bistvu en kup enih stvari, ki so odprli ta Letap Village. Je mislim, da business ride, pol je družinska vožnja, 0-0 izziv. En kup enih zadev se dogaja, tako da grem majčkeno posnet, pa ta glavna stvar je pa itak tale otroška dirka za nas danes. Tako da ja, šibajmo v Kranj, pogledati kako pa kaj. Po moje bo fajn. Malo se naprej nagelj, dol na šponen. To aerodinamično. Bola, ja. Evo ga.
Presenetilo me je to, da je bilo že v soboto veliko ljudi tam in v bistvu vzdušje je bilo bolj sproščeno kot ponavadi. In kupenih stvari se je dogajalo, veliko štantov je bilo dobro založenih, nagradne igre so bile, Aljaž je užival, se je šel, ne vem, tiste križce, krožce s frutabelom, pol en kolo sreče pri Rio Mare je bil, v bistvu vsak štant je imel eno dejavnost, ki se je lahko v bistvu vsak tudi majčkeno udeležil, pa kakšno nagrado dobil, sicer nagrade so tisti bidoni, frutabele, ampak za otroke pa to res the best, res uživajo. Tako da je bilo že v soboto kar fajn. Pol tisti glaven dogodek, ki nas je čakal, se je pa tudi bližal, tako da je bil Aljaž tudi skozi bolj živčen. In ja, pa je bilo pa na vrsti njegova dirka. Aljaž, Kaj? imaš to? Se bom potrudil. Bravo, Aljaž, bravo! Bravo, bravo, dobro šel. Super je bilo, super, odlično. Ej, nič hudega, odpeljal si, ful sem ponosen. Lej, zakon. Ta dan sem bil res eden izmed bolj ponosnih ljudi tam po moje, zato ker, pa pustimo to, da je bil Aljaž ta zadnji, ampak to, da je do konca odvozil, to mi je pomenilo res vse. Sploh glede na to, kakšen je Aljaž, ker ponavadi, ker pride kakšen tak moment, da mu nekaj ne gre, pol zgubi vso volo, pa hitro odneha. Tisti dan je pa kljub temu, da je bil čisto zadnji, do konca se pomatral, kolikor je šlo, odpeljal je na polno do konca, zaključil dirko, tako da res ponosen sem bil do vesolja pa nazaj. Res prav fajn je bilo. Zaslužil si za sladoled itak, normalno, za nagrado. Pa presenetilo me je to, da v bistvu tudi, ko sem ga vprašal, če šel drug let spet, je rekel, da bo šel, tako da lej, se je že zastrupil po moje tudi s športom. Ja, tako, sobota se je nekako v miru zaključila. Jaz sem šel sam domov, Maja, Aljaž pa Ožbej so šli še naprej na en rojsten dan. Jaz sem imel mir, da se spočijem, pa pripravim na dirko. Tako da ja, najbolj da kar preskočimo naprej na drugo jutro v Kranju. Najbolj. Dobro jutro, takole, gremo proti štartu. Ta čas pa najbolj, da gremo tudi čez debato, ki sva jo imela z trenerjem, z Blažem. Majčkeno pogledajte taktiko. Lej, od štarta, po tako na kriteriju, samo da bo malo več ljudi okoli tebe. Ne? Tako da nekako v bistvu cilj do prvega tega manjšega klanca, ki v primerjavi s temi ostalimi ne zgleda ne vem kva, se pravi do unga klanca na Tunce. Tam se pravi, važno je, da ostaneš spredaj, pa da še zmeraj si miren, da ne boš zdaj, se pravi, koliko je to kilometrov, to je 40 kilometrov, da ne boš zdaj skozi živčen, pa da te bo strah, se pravi, pač lej, probaš se spredaj voziti, ohranjati pozicijo, jo pridobivati tam, ko lahko, čim manj na moč po vetru pridobivati, ampak da se probaš lepo šunjati mem. In ja, da se paziš predvsem na teh nevarnih točkah. Eno sem klele zasledil, se pravi tale v Svetem Duhu, ki se z te glavne ceste desno zavije. Sem videl, da je ta prvo zožanje, že lansko leto je bilo, sorry, te prekinjam, že lansko leto je bilo dosti iz res široke ceste v bistvu, pretegneš desno noter, ki se kar naenkrat zoža in tam se raztegne ta prvič. Pol se nekako, ko se našpona, se spet elastika naredi, pa se preklop nazaj in je spet en velik blob. Pol pa tudi lani je bilo v bistvu vse, tako kot si rekel, do Tunc je bilo vse skupaj. Točno to, ne, se pravi, že klej se bo poznala, ne, a si na elastiki ali ne, že teh 40 km do Tunca, ne. In da si na vseh teh delih, ne, se pravi, ker jih poznaš, da si tam pripravljen, da si na neki dobri poziciji, da jih 40 km ne boš mogel biti skozi med prvih 10 ali kakorkoli, ne, mislim tudi, ni to namen.
ampak da vsaj pred tistimi deli, ki veš pa, da je treba biti pozoren, da pa si nekje spredje, a ne da si na ta pravi strani elastike, ker tle se lahko že res ful pošparaš in ti pol tudi za ta prvi klanc že dosti več moči ostane. In že na tele, se pravi na tem manjšemu klancu, je važno, da ga v bistvu priješ na vrh čim bolj spredi. Tako da kle, se pravi, Tunce, Šentruška, kle nič taktizirati. Po je tale spust iz Šentruške proti Cerklam dol, nič tazga, razen tisto vink spodaj Merkine, ta desen. Ja, ta zadnji, ja, se zapre. Da, Tam je šel ta en, zadnji, ja. 2 leti nazaj je šel en čez. Ja, jaz jih poznam ene par. Tudi s helikopterjem so se kleni že domov vozili. Tako da kle je za merkatno sicer, mislim, da tako bo grupa raztegnjena, ampak je pa fajn, da poznaš pa da pričakuješ, da veš, kaj te čaka. No. Pa v bistvu klej, greste nazaj v Kranj, nič tazga v bistvu posebenega klej, kar bi bilo za izpostavljati. Pa se pravi, iz Nemil gor na Podblico, tukaj si mogoče vseeno mečkan bolj lahko, greš malo bolj na tempo, ker vseeno ni kratek klanc. Od Železnikov do tam, ko se levo zavije z glavne ceste proti Strmici, se tudi zelo dobro pozna, če je neka grupa dobra. Tako da če sam ustaneš, če vidiš neko skupino pred sabo, da je res blizu, probaš stisniti zraven, da ujameš, drugače pa greš nek normalen tempo. Pa če je kakšna skupina za tabo, jo počakaš, pa se malo spočiješ, pa jih boš itak lahko pol na klanc tresel, v tem primeru. Ta klanc pa se pravi na Strmico gor, pa je, se pravi, štart je lepo položen, pa se pa naenkrat levo zavije, je pa una štajga tam gor, najbrž je z razlogom Strmica, ne. Ja. Sploh tam čez vas je kar brutalno, pol naprej je malo boljš. Ja, pa v bistvu na ta klanc greš pa res, kolikor ti še nese. Klepa vse, kar ti je ostalo še, daš ven. In ja, pol se sam še prekucaš dol v Kranj in je v bistvu to not. Važno je pač, da uživaš, da greš s to mislijo na štart, ne zdaj ne si nek rezultatski pritisk zastavljati, ker pol je sam še ena stvar več, ki te skrbi in pa ne se to ponavadi nič dobrega, se pravi, prva stvar je to, da greš uživati, na metu si ga boš tako ali tako. In ja, to je to. Taktika je bila jasna, nekaj v smislu ne se šparati. Letos je bilo super tudi to, da so bili organizirani štartni boksi A, B in C, tako da se je v bistvu že pred samo štartom naredila prva selekcija. Moram pa reči, da sem bil ne glede na vse na štartu kar fajn živčen, to dirko sem si izbral za dirko sezone in hotel sem jo odpeljati, kar se le da dobro. Posledično, ja, pa prinese to tudi v bistvu en pritisk, ki ga ne bi bilo treba, tako da ja, vsaka šola nekaj stane, na napakah se učimo. Ja, več gremo, ne? Sledil je štart in s tem tudi borba za dobro pozicijo do tistega prvega resnega vzpona, se pravi 40 km se je bilo nekako treba držati v ospredju. Letos sem se kar dobro vozil, stalno sem se držal nekje na istem mestu, tukaj je tako, če nisi pozoren, te hitro prehitijo iz vseh strani, tako da se lahko mimogrede znajdeš na repu kolone. S tem, ko sem bil pa vspredaj, sem se pa tudi na tistih nevarnejših odsekih, o katerih sva govorila z Blažem, tam sem se ognil pol tisti hujši gužvi pa nevarnostim. Ne vem sicer ali zaradi polhne lune ali zakaj, ampak se mi je zdelo, da so se dogajale res nevarne situacije, ki se do zdaj na letapu niso nikoli. Zdaj, daleč od tega, da jaz nikoli ne zafrknem, ampak tukaj je primer, kako ne voziti v skupini. Ko veš, da je za tabo cela skupina kolesarjev, moraš voziti čim bolj po svoji liniji, brez kakšnih nenadnih sprememb smeri. Še enkrat, zgodi se vsem, nič hudega, ampak mislim, da je prav, da se to izpostavi, ker mogoče pa tako preprečimo kakšen nepotreben padec. Sam tempo skupine je bil hiter in tudi gužvanja je bilo kar velik. Žal, brez padcev ni šlo. Majčka nezbranost in hiter zapneš kolesarja pred sabo. Zdaj,
najbolj se bojim glih takalih padcev, na katere ne moreš vplivati. Tako kot se je to zgodilo temu nesrečnemu kolesarju, ki je pod kolo dobil v bistvu kolesarja, ki je padel pred njim. In moram reči, da sem komaj čakal, da pridemo do klanca, da se vse skupaj majčkeno razbije in pogrupira v manjše grupe. Klanc pa sploh ni bil več daleč. Cesta se je zožala in za razliko od lani ni bilo na tem delu nobenih zastojev. Vse je potekalo super gladko, dokler se ni zgodilo tole. Ne vem, čez kaj sem zapeljal, ker se niti na posnetku ne vidi prav dobro, ampak glih ob nepravem trenutku mi je snel ketno. Tako da sem bil kar majčkeno živčen, ker se v bistvu 40 km boriš za pozicijo, pol ti pa je na taka stvar hiter podre ritem, ampak hlej, nimaš kaj se naredi, hiter sem se usedel na kolo in pognal naprej. Miha! Tebe lovim, ne? Miha se je letos prijavil na krajšo različico trase in jaz seveda kot odličen motivator sem ga pol leta majčkeno zajebaval, dokler ni imel dosti in je spremenil prijavo na daljšo traso. Ja nič, prvi klanc smo rekli brez šparanja. Hvala. To, da sem postavil svoj najboljši čas na vzponu, je dosti dober pokazatelj, da se tudi približno nisem šparal. Je pa zdaj sledil za moje pojme ključni del te celotne trase. Zdaj, najprej je sledil hiter spust v Cerklje, takoj za spustom pa sledi teren, na katerem za veter igra ogromno vlogo. Če si bil tukaj v dobri veliki skupini, se 40 km do Podblice lahko z manj matranja peleš hitrej, kot pa če si sam ali pa v manjši skupini. Pred sabo sem zagledal ogromno skupino, majčkeno sem preračunal in prišel do tega, da jih je smiselno loviti. Tudi če zapravim nekaj moči, bom pol do Podblice lažje zgural. Je pa tole kar majčkeno varka. Zgleda, kakor da so res blizu, ampak ker je skupina velika, tudi dobro letijo. Lovil sem jih sam, tako da je trajalo 2 minute, da sem jih ujel. Poganjal sem pa v povprečju 370 W. Bil sem točno tam, kjer sem hotel biti in v bistvu sem pol doma v prenosu dirke opazil, da sem bil v drugi zasledovalni skupini vse do Podblice in da za ta prvimi sploh nismo veliko zaostajali. Tega sem pa že videl vse vzale. Z majčkeno sreče sem se spet izognil padcu. Včasih moraš biti glih prav postavljen, moraš imeti srečo. Se je pa tudi skupina povečala, tako da je bil tempo kar lep. Do začetka vzpona na Podblico se v bistvu ni zgodilo nič posebenega, cel čas smo držali kar lepo hitrost in zelo malo je segmentov na celi trasi, kjer nisem osebenega rekorda podaril, tako da leteli smo kar dobro. Sem pa žal naletel na prve težave. Skupine na klanc nisem mogel več držati. A sti? Miha? Majčkeno sem bil presenečen, ker mi je v Kranju pred ciljem rekel, da ima dosti in da bo odvil na krajši krog, ampak po moje je dober premislil, pa se odločil, da bo raje še en krog potrpel, pa da me posluša še naslednja pol leta. Me je pa pred Podblico čakal tudi vid z bidonom in gelom, tako da sem imel zadosti goriva do cilja. Dober, hvala ti. Ajde. Vid, še enkrat hvala za tole pomoč ob trasi.
Bližal se je pa tudi tisti najbolj znan navijaški del, se pravi Mohoričeva Podblica. Na tale vzpon sem najbolj trpel na celi trasi, tukaj me je čist zabil. Pa ni bilo tako, da se noge ne bi vrtele, noge so bile v redu, še dokaj podobne vate sem obračal, ampak enostaven se nisem dobro počutil. Sploh takrat, ko sem mogel gel vzeti, bi ga skoraj še isti moment zbruhal. Jaz mačkar mislim, da sem se preveč zabasal s cukrom, čeprav tudi na treningih jemljem toliko gelov, kot bi jih na dirki jemal, ampak enostaven je bilo tukaj očitno mačkam preveč. Pol, ko sem spil en bidon vode, je šlo na boljš, tako da od zdaj naprej bo vedno en bidon čist samo voda. Sledil je spust v železnike in tukaj sem imel priložnost majčkeno počiti in pripraviti noge na zadnji vzpon. Takoj po spustu naju je ujela ena velika skupina in prav z veseljem sem koristil zavetrje do naslednjega klanca. Je pa tako, da že samo ime vasi Strmica pove, da nas za konc čaka nekaj, kar bo fajn pekel. Na Strmico gor pa je, se pravi, štart je lepo položen, pa se pa naenkrat levo zavije, je pa una štajga tam gor. Najbrž je z razlogom Strmica. Ja, pa v bistvu na ta klanc greš pa res, kakor ti še nese. Klep pa vse, kar ti je ostalo še, daš ven. In ja, pa se sam še prekucaš dol v Kranj in je v bistvu to. Strm del sem kar dobro odkolesaril, brez kakšnih problemov, žal sem pa tukaj pol popustil in zgubil skupino. Vem, da bi jih lahko držal, samo majčkam bi se mogel pomatrati, pa biti trmast glih ta prav čas. Do vrha res ni bilo več delač. Kar je bilo, zdaj sledil je samo še hiter spust proti Kranju in pa zadnji vzpon proti cilju na Jelenov klanc. Ne moram reči, da sem bil zadovoljen z doseženim, ker vem, da sem dirko sposoben odpeljati veliko boljš, ampak pol, ko potegnem črto, pa spet ni bilo tako hudo. Postavil sem osebne rekorde na več ali manj vseh segmentih in v cilj sem prišel v bistvu 20 minut za zmagovalcem, kar je na taki trasi dokaj solidno. Presenečen sem bil pa tudi nad tem, koliko ljudi ob trasi me je prepoznal in navijal zame. Res prav fajn se mi je zdelo, tako da hvala vsem. Pa tudi med samo dirko vas je bilo ogromno, ko ste pohvalili videe in kanal. Vse to res cenim in mi veliko pomeni. Še bidone pa gele ste mi ponujali. Po moje bi lahko brez vsega štartov, pa ne bi lačen pa žejen čez traso prišel. Kolesarske dirke so kar zanimive in kupljenega prerivanja pa gužvanja, ampak če pa treba, si pa z veseljem pomagamo. Letos je bilo res noro, to so padci. Mi vame pa leto, pa sem padal. Po koncu dirke sem majčkeno poklepetal z ostalimi kolesarji in vsi smo bili mnenja, da je bila dirka letos res polna enih nevarnih situacij. Zdaj je pa na vrsti še tista stvar, o kateri sem kar nekaj časa razmišljal. Če sem čisto iskren, nisem sploh vedel, kako bi to vključil v video. Na dirki se je zgodila tudi tragedija. Ob spustu iz Šentjurške gore je prišlo do padca, ki je bil na veliko žalost usoden za kolesarja. Zdaj, na tej točki najprej moje sožalje družini in vsem, ki ste kolesarja poznali. To, kar se je zgodilo, je enostaven grozen. Kaj in kako je šlo narobe, verjetno ne ve nihče in niti ne morem jaz tega komentirati. Lahko pa samo povem, kako sem sam doživljal dirko in kako je bilo poskrbljeno za varnost. Sam mislim, da je bila organizacija na najvišjem nivoju v Sloveniji. Pred vsemi nevarnimi deli na trasi so bile opozorilne table ali pa redarji s piščalkami pa zastavcami. Res so piskali, mahali,
In za moje pojme večkrat to v bistvu tudi organizator ne more narediti. Žal pa padcev ne moreš 100% prepričati. Zdaj pa da še zaključim tale video, ki je že kar dolg. Dirko sem odpeljal boljš kot lani, ampak za boljši čas bo pa treba še majčkeno bolj trenirati. Važno, da je napredek in to je tudi to, kar šteje. Če ti je bil video všeč, se naroči na kanal, pa se še vidimo. Ajde, živ!